Sedaj pa vabim še zadnjega predavatelja, doktorja Jerneja Richterja, kolega z Inštituta za arheologijo. Prej smo poslušali predavanje o emonskih grobovih, sedaj se bomo geografsko usmerili v Kranj, v župno cerkev in pa tudi časovno nekoliko kasneje, v zgodnji srednji vek. Jernej nam bo pa predaval o tem, kaj sporočajo predmeti v tamkajšnjih grobovih. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, tema so zgodnje srednjeveški in kasnejši, nekoliko mlajši ključi z grobišča župna cerkev v Kranju. Predstavili bomo 8 ključev v tem vrstnem redu. Najprej bo bil bolj splošni opis grobišča, potem bomo predstavili arheološke kontekste teh ključev in pa časovne opredelitve. Potem pa bomo se ozrli tudi po primerjavah in sicer bomo naredili nek izbor raziskav ključev, ki se ukvarjajo tudi z interpretacijami teh pomenov ključev na grobiščih. In sledil bo tudi en zaključek, bolj v obliki nekakšnega razmisleka. Torej, če na hitro zdaj pogledamo grobišče župno cerkev, pač to je eno največjih zgodnje srednjeveških grobišč na območju jugovzhodnih Alp, pa tudi v širšem delu Srednje Evrope. V 60-letnih izkopavanjih je bilo dokumentiranih skoraj 3000 grobov, skoraj tretjina teh je zgodnje srednjeveških, in ker je pokopavanje potekalo praktično neprekinjeno 1000 let, na razmeroma omejenem prostoru je med grobovi prihajalo do medsebojnih stratigrafskih odnosov, kot jih dokumentira arheologija lahko. In rekonstruirana stratigrafija nam omogoča različne nadaljne raziskave. In tudi naša raziskava ključev temelji na stratigrafiji. To je zdaj sem hiter pogled na situacijo. Vidimo tukaj ta zgoščen arheološki zapis, to je en takšen izsek enega dela, kjer je gostota največja, in potem na desni strani vidimo Harrisov diagram, kjer imamo v kvadratkih grobove spodaj z zgodnje srednjeveškimi predmeti, potem sledi ena velika skupina grobov, ki so večinoma brez predmetov, ampak nekateri seveda grobovi tudi iz tega obdobja imajo, in so potem na vrhu zapečateni z grobovi, ki vsebujejo novoveške predmete, predvsem devocionalije. In sedaj se prestavimo k predstavitvi ključev. Skupaj so odkrili 9 ključev, vendar eden danes manjka, tako da o njem ne vemo nič. Ostalih 8 pa so večinoma raztresene najdbe, razen 2, ki pa sta bila odkrita v grobovih. Gre za vrtljive ključe, vsi so vrtljivi, se pravi, na eni strani imamo okrogle glave, na drugi strani rombične glave, in so, seveda, noge so votle in polne pri obeh tipih. Torej, vrtljivi ključi z brado so zgodnje srednjeveška iznajdba in so tehnološko starejši kot ključi, tehnološko starejši so ključi z votlo nogo, relativno mlajši pa so tisti s polno nogo. To sta prikazana oba ta tipa. Ključi z votlo nogo so izdelani iz enega kosa pločevine, predvsem pa potem to izdaja glava, ki je ponavadi sploščena, ima tak ploščat prerez. Včasih so to takšni ključi imenovani tudi kot romanski ključi, kar pa seveda ni zanesljiv kronološki kazalnik. Potem so pa seveda še ključi s polno nogo, s takim presegajočim tudi trnom, ki pa imajo te masivne prereze, in so jih običajno imenovali gotski ključi. Kronološki razvoj ključev z votlo nogo gre takole. Brada je v 9. in 10. stoletju še relativno nerazčlenjena, morda že v 10., vendar pa najkasneje v 11. stoletju pridejo v uporabo ključi z razčlenjeno brado. V srednjeevropskem prostoru so med 11. in koncem 13. stoletja takšni ključi zelo razširjeni. Brada pa seveda s časoma postaja vse bolj razčlenjena.
Glave ključev 9. do 11. stoletja imajo ploščat prerez, pozneje je ta vedno bolj kvadraten, kar gre seveda skupaj s pojavom ključev s polnimi nogami, ne. Ti pa se datirajo v Britaniji od konca 11. stoletja, v Srednji Evropi 12. do 14. stoletje, običajni pa postanejo v 15. stoletju. Pri nas so znane tudi zbirke ključev, obsežna zbirka ključev s trga Gutenberg, otoka pri Dobravi, datirani med 11. stoletjem in do konca 15. stoletja. Rombične glave, kot so na našem grobišču precej razširjene, so torej datirane nekako med 12., 13. oziroma 15. stoletje. Vendar imamo dva ključa z grobov, ki pa nudita še natančnejšo časovno opredelitev. Namreč poglejmo najprej zdaj tega na levi strani. To je grob, ki je bil v času izkopavanja in situ določen kot moški, kot ženski, pri novejšem antropološki opredelitvi pa kot moški. Ne vemo zdaj, kaj je pravilno, ampak je pa zanimivo to, da je ključ v levi dlani. Potem imamo pa v severni ladji poznogotske cerkve, tak je tudi današnja podoba cerkve, pa je ključ v desnici pri tem okostju. In zdaj ta prvi ključ, zgodnje srednjeveški, lahko časovno ožje opredelimo, ker imamo sedaj na voljo tudi rekonstruirano stratigrafijo. In tale ključ se, če pogledamo zdaj na desno stran, v relativno kronologijo grobov in predmetov in še nekoliko pobližje, vidimo jasno, da je ta ključ zapečaten z grobom, da je relativno starejši od groba s tem tipom naglavnega obročka, ki pa zelo značilen za to zelo pozen nakit tako imenovane ketlaške skupine. Torej, ta ključ bi prav lahko bil še iz sredine 10. stoletja, sodeč po stratigrafiji. Zdaj pa, če pogledamo še ključ v severni cerkveni ladji, pa vidimo, da je del ene skupine grobov, ki je precej posebna na tem grobišču, namreč ob širjenju poznogotske faze cerkve so ta del nasuli nekje do slabega metra in te grobove, ta skupina, so vsi vkopani v to nasutje. Torej so verjetno vsi nastali po nastanku cerkve, se pravi po okoli 1420-30. Torej imamo grob, ki ima morda nekoliko tipološko, mogoče nekoliko starejši ključ, grob pa je nastal v 15. stoletju ali kasneje, vendar se nagibamo k tej možnosti, da je verjetno 15. stoletje, ker ostali grobi tukaj so še gotovo iz 18. stoletja, ker imajo devocionalije. Torej, če povzamemo zdaj o teh ključih. Imamo zdaj po mojem poznavanju prvi stratigrafsko potrjen zgodnje srednjeveški grob s ključem v Sloveniji. Sicer jih poznamo več tipološko zgodnje srednjeveških ključev tudi slovenskih grobišč, vendar ne z grobov. In imamo tudi pozno srednjeveški grob s ključem. In večina raztresenih ključev pa je nekako iz visokega oziroma poznega srednjega veka. Vsi so bili odkriti na območjih največje gostote pokopov, kjer tudi sicer beležimo največ visoko in pozno srednjeveških raztresenih delov noše, med njimi okrogle in medeninaste spone. Analiza stratigrafije na teh delih pokaže, da tu ni morebitnih visoko ali pozno srednjeveških objektov, ki bi bili mogoče prekopani in bi ti ključi izvirali mogoče iz teh objektov. Torej, to sledimo neprekinjenem pokopavanju. Ključi so funkcionalni, če jih primerjamo z različnimi naselbinskimi najdbami. Vsi so daljši od 5 cm, povprečju okrog 11 cm in so verjetno odpirali neka večja vrata oziroma vrata in ne na primer kakšne skrinjice ali pa skrinje. Torej,
Da so bili vsaj nekateri raztreseni ključi morda prvotno res deli grobnih inventarjev, kaže grob 14, ki smo ga videli v severni ladji, ki je nastal po okoli 1420 in vsebuje ključ, ki je tipološko značilen še bolj za visoki srednji vek. Popolna odsotnost od 15. stoletja tipološko mlajših ključev in dokaj enakomerna prostorska razporeditev znotraj visoko in pozno srednjeveškega grobišča zato kaže, da so ključi prišli na grobišče v času njihove uporabe, torej v visokem oziroma poznem srednjem veku in ne kasneje. Ni torej dotoka mlajših oblik ključev do leta 1798, ko grobišče preneha. To je bil zdaj ta arheološki del v Kranju, zdaj pa kot obljubljeno sledi tak izbran pregled nekaterih zgodnje srednjeveških in pozno srednjeveških grobišč, študij, ki so zajele večje število ključev in prinašajo tudi interpretacije. Seveda tukaj se zdaj ne bomo ozirali za tipološke primerjave, temveč bolj za koncept ključa v grobu. Pričenjamo z zgodnjeavarskimi grobovi v študiji Eve Garam, ki je zajela 44 grobov s ključi iz 17 grobišč, je ugotovila, da so tam ključi samo v ženskih grobovih in to skoraj vedno ob levi strani okostja, nekako v višini medenice ali pa stegnja. In nikoli niso edini pridatek in večinoma visijo s pasu, z nekimi drugimi obeski, fibulami, obročki. In med njimi so tudi rimskodobni ključi, ki so tu uporabljeni sekundarno, ter veliki železni ključi, ki se odkrijejo večkrat v paru. In te pari so, kot ugotavlja, nefunkcionalni. Predvideva zgolj simbolno funkcijo in te zgodnjeavarske ključe umešča med amulete poznoantičnega germanskega izvora. Zdaj pa, če pogledamo še te, v študiji pare ključev, v študiji Heika Steuerja, ki je analiziral pare ključev iz 90 grobov. To so ključi iz tanke pločevine, nimajo znakov obrabe, ugotavlja, viseli so v paru na pasu, se pravi enako kot te, ki smo jih prej videli, te kasnejši zgodnjeavarski. Prav tako so nefunkcionalni, odkriti pa so v grobovih odraslih in starejših žensk. Meni, da gre za amulete, poda tudi nekaj možnih interpretacij, v paru ključev domneva nekakšne odmeve svetopisemskega para ključev svetega Petra. Meni, da bi lahko imela simbolika ključev v grobovih tako poganske kot krščanske korenine. In zdaj poglejmo, to pa ni študija, ampak je objava najdišča, ki je za nas zelo pomembno, torej zgodnje srednjeveških grobov s ključi iz Pordenona, ki pa so najboljša primerjava tudi za naše, oziroma časovna pa tudi geografska. Namreč grobni inventarji teh grobov so praktično identični kot jih poznamo pri nas v zgodnjem srednjem veku. Tu pa so bili najdeni v 3 grobovih in gre tako za moške kot za ženske. In podobnost je tudi v tem, da so ključi nekje v dosegu roke, pod levico, pod desnico. Torej imamo zelo dobro primerjavo. Zdaj pa gremo na Poljsko, k študiji Tomaža Kurasinskega, ki je v raziskavo vključil 14 ključev iz 11 grobišč. Ugotavlja, da so ključi v teh primerih v grobovih obeh spolov, večinoma pa starosti adultus, maturus in senilis. Te grobovi imajo napram drugim grobovom relativno malo pridatkov. Ni ugotovil ponavljajočih se pravilnosti lege, lahko so ob glavi, ob podlakti, ob desnici, ob levem kolenu, blizu medenice. Da ključi niso del noše, sklepa po različnih legah, naprimer ob stopalu, ki zato kažejo morda na neke druge vsebine, tako ugotavlja, morda tudi na kakšne naknadne posege v grobove. Ključi so nefunkcionalni, v interpretacije pa vključuje tudi različna tradicijska verovanja. Sedaj pa še k poznosrednjeveškim ključem v grobovih na Brandenburškem. To pa je študija Felixa Birmana,
kjer obravnava ključe, v grobovih ključe in ključe ter srpe, ki se lahko pojavljajo tudi skupaj. Gre za čisto običajna visoko in pozno srednjeveška grobišča ob cerkvah, te grobove niso na kakšen način izločeni iz te sredine. Primerov je več, tukaj naštevam recimo žensko okostje, ki je imelo pridan srp in ključ na prsi, pa otroška okostja s ključem, pa potem moško okostje z naknadno dislocirano lobanjo, na vratu pa je bil nameščen srp. No, ko je lokalne zbirke ljudskih vraživeri iz 19. in 20. stoletja pa opisujejo ravno to vrstne posege v grobove in uporabo srpov ter ključev. Znan je tudi opis naknadnega posega z namenom odstranitve glave in položitev srpa na vrat. In tukaj te slike tudi kažejo to situacijo. V tem primeru je možno, da je to vedenje nekako preživelo tudi v moderno dobo. Opozarja pa seveda na velike regionalne razlike in na lokalne manifestacije, tako izročil kot arheološko potrjenih primerov. Sedaj pa sledijo ob vsem tem videnem še zaključna razmišljanja, ki jih bom prebral. Torej, nasplošno lahko povzamemo, da ključi v srednjeveških grobovih Srednje Evrope sodijo med redkejše pridatke. Nekatere raziskave, ki smo jih predstavili, simboliko ključa na eni strani razlagajo v smislu kontinuitete duhovnega izročila antičnega sveta, na drugi pa, zlasti pri poznosrednjeveških pokopih, s pomočjo tradicijskih verovanj, zabeleženih v modernejšem času. Ta se občasno tudi presenetljivo dobro skladajo z arheološko odkritimi grobovi in njihovimi inventarji, kot je pokazal Felix Biermann. V okviru duhovnega izročila antičnega sveta so ključi seveda znani kot atributi različnih božanstev, od Hekate, Janusa, Afrodite, Kronosa, Heliosa, Kibele in Erosa, in se s krščansko recepcijo nadaljujejo s svetim Petrom in njegovima ključema, ter še nadalje verjetno z različnimi drugimi svetniki, ki jim tradicija praktično vse do danes pripisuje posedovanje različnih ključev in s tem povezanih moči, kot so sveti Valentin s ključem od korenin, potem Silvester z ključi novega leta ali pa ne nazadnje Belinov ključ za zdravljenje slepote. Simbolika ključev v antiki se povezuje z vrati, z domom, s prehodi in prihajanjem v onostranstvo. Zato ne presenečajo najdbe ključev na primer že v rimskih grobovih, kjer naj bi služili kot amuleti. Po Sextu Pompeju Festu se je lahko ključ kot amulet uporabil tudi za lajšanje poroda. V rimski družbi so ključi simbolizirali moč, bili pa so tudi apotropejsko sredstvo za zaščito vrednih predmetov in lastnine. Zdi se, da to slednje zelo dobro povzame navedba v Geoponiki iz srede 10. stoletja, ki sicer temelji na starejših antičnih virih, in sicer s tem, ko navaja način, kako zavarovati svoje zemljišče pred točo, kar se naredi s ključi, zbranimi iz različnih gospodinjstev, navezanimi na vrv, s katero se obda posest. Ali naj so ti ključi tudi cingljali, kar se morda navezuje že na profilaktične lastnosti samega zvoka kovine, na primer brona in ne nazadnje zvonov v različnih obredjih praktično vse do danes, ne vemo. Po Pliniju naj bi za odganjanje zla delovalo tudi železo, kar kažejo tudi srednjeveške judovske pogrebne prakse. Na to bi lahko kazale tudi določene vrste nakita in amuletov iz železa. Tu pa samo spomnimo tudi na obstoj lesenih ključev in ključavnic, ki so sicer dobro znane v etnoloških zbirkah, naprimer, če se spomnimo Cevčeve študije, in zlasti bi pa ta pomislek lahko veljal tudi za različne amuletne predmete in ne nazadnje tudi za funkcionalne ključe, ki se morda niso ohranili, arheološko vidno ohranili. K razmisleku o funkcionalnosti ali nefunkcionalnosti ključev nas opozarja sicer paralela iz drugega, vendar deloma sočasnega srednjeevropskega kulturnega miljeja, iz tematike srednjeveških judovskih grobišč in grobov z visečimi ključavnicami, obešankami, katerih študijo je opravila Kalina Skora, ki pri interpretaciji uporablja tudi izročila 19. in 20. stoletja. Obravnavala je nekaj stotin grobov s ključavnicami in tukaj navajamo samo nekaj primerov. Po tamkajšnjem verovanju ključavnica namenjena v grob
naprimer ni smela biti uporabljena oziroma odvzeta iz kakšnih vrat, ki so bila še v uporabi. To bi namreč pomenilo smrt na drugi strani. Temveč je morala biti še neuporabljena. Včasih je ključavnic v grobu več, kar v teh tradicijskih verovanjih povezujejo z močjo železa, za katerega so verjeli, da ima antidemonske učinke, torej podobno kot v antiki. Varuje pa ključavnica tudi mrtvega pred živimi, v zvezi z nedotakljivostjo groba, ki je značilna za judovsko tradicijo, varuje torej pred morebitnim prekopom groba. Zvemo tudi, da je prvi, ki je umrl zaradi epidemije, v grob od skupnosti dobil velik ključ, da bi lahko za sabo zaklenil grob in bi s tem preprečil niz nadaljnjih umiranj. S podobnim namenom naj bi dajali tudi narobe poveznjene lončene lonce na grobove, kar ima arheološko potrditev v grobu iz Vilne iz 16. stoletja. No, takšne, verjetno pozno srednjeveške ali zgodnje novoveške pokope z narobe obrnjenimi lonci na prsih sem pri pregledu literature našel tudi pri nas, in sicer na cerkvenem grobišču v Celju, pri cerkvi svetega Danijela. Kalina Skora ugotavlja nekatere medsebojne inspiracije slovanskih in judovskih tradicij ob dolgotrajnem sobivanju v Evropi, zlasti naj bi do njih prihajalo v času hudih preizkušenj, kot so epidemije, ko so se lahko določeni apotropejski, magijski ukrepi, če so se izkazali za učinkovite, uporabljali tudi izven določene skupnosti. Ključi nasplošno niso ključni predmet, ki bi ga pogosto izgubljali ali pa celo zavrgli. Ključi so lahko hranili tudi stoletja potem, ko vrat ni bilo več. Tako kaže primer 3 tipološko zgodnje novoveških ključev iz cerkve Svete Marije na Bitnjah v Bohinju, ki naj bi jih uporabljali pri obredu poroke. V našem primeru je morda indic starega predmeta ključ v grobu 14, ki smo ga omenjali uvodoma, ki je sam grob pa iz 15. stoletja, ki vsebuje od groba tipološko starejši ključ. Zanimiva pa se zdi, kot smo že omenili, tudi popolna odsotnost tipološko mlajših ključev od 15. stoletja. Zdaj, trenutna hipoteza, ki velja mogoče samo za kranjsko grobišče, bi bila, da so morda nekatere simbolne vsebine ključev, ki so bile aktualne v poznem srednjem veku, v novem veku nadomestile devocionalije, ki se v grobovih množičneje pojavljajo od 16. stoletja, najprej pričenši z Benediktovimi svetinicami. Te so svojimi formulami ali žegni pokrivale širok nabor zaščitnih ukrepov. Obešali so jih pred vhode, da bi pregnali zle duhove, zakopavali so jih v polja, proti plevelom, mrčesu, mišem in podobnim nadlogam. In podobno varovalno funkcijo proti neurjem in boleznim je imel tudi Karavaka križ. Priljubljenost med vraževernimi ljudmi naj bi bila celo tolikšna, da je kongregacija za odpustke njegovo čaščenje prepovedala že leta 1678. Na našem kranjskem grobišču je bilo odkrito kar nekaj tovrstnih križcev, tako tipološko starejših kot mlajših. No, za potrditev te hipoteze bi seveda bilo potrebno sistematično preveriti najdbe drugih mlajših grobišč. S tem se nisem preveč ukvarjal, ampak kot primer lahko navedem pokop ženske v kripti cerkve svetega Nikolaja v Žumberku, ki je bila pokopana kmalu po letu 1643 in ki je v rokah držala molek s križcem, svetinico Loretske Marije ter majhen obesek v obliki ključa. Torej gre zgolj še za imitacijo. Takšne miniaturne ključke kot amulete pa že srečamo v opisih modernih etnografskih raziskav na Slovenskem. Ohranjene so celo tako imenovane ogrlice proti božjasti, na kateri visijo različni amuleti od živalskih zobov, pa tudi takšni majhni ključki. O ostankih verjetno različnih starih predstav o simboliki ključa pričajo tudi druga slovenska tradicijska verovanja. Votev ključ, ki je bil prisoten v božičnem in velikonočnem obredju,
in se je potem zatikal v vrata ob neurjih, ne, to smo že omenili v antični dobi tudi nekaj takega, ne. Zdravil je, uporabljali so ga za zdravljenje izpuščajev, Belinov ključ je zdravil slepoto, ne. Ključi so bili sestavni del tudi udeževanja, ključ je ob tem simboliziral prenos posesti, uporabljen je bil pri ženitovanskem obredu. Zakopan v tleh je na primer varoval hišno blagostanje. V Prekmurju je recimo znan met ključavnice vodnjak, ki je varoval pred zanositvijo. Torej, kot smo videli, ni enovite slike, pojavljajo se različni vidiki očitno dolgožive simbolike, ki izvira iz osnovne poante ključa, torej odklepanja tistega, kar je odklenljivo, in zaklepanja, kar je zaklenljivo. Tudi tradicijska verovanja kažejo podobne motive in zelo verjetno so ključi s kranjskega grobišča lahko naslavljali tudi vsaj nekatere od omenjenih tematik, verjetno pa tudi mnoge druge, ki jih ne bomo nikoli poznali. Tako, hvala za pozornost.